Spoštovane kolegice in kolegi, dobro jutro. Moram reči, da sem z velikim zadovoljstvom sprejel vabilo organizatorja na današnjem posvetu, da dejansko kot predstavnik cestne administracije Republike Slovenije povem nekaj uvodnih besed. Želel bi si, da bi bile te besede vzpodbudne, ker tudi organizacija današnjega posveta, moram reči, da se je sedaj v jesenskem času zgodilo kar nekaj podobnih dogodkov na strokovnem nivoju, kar mi daje upanje, da gradbena stroka v Sloveniji ne bo izumrla, kar moram še posebej poudariti, glede na to, da je danes kar nekaj študentov tukaj med nami, ki jih seveda tudi toplo pozdravljam. Verjetno ste seznanjeni z zadnjimi dogodki, ki se dogajajo glede razvoja državne cestne infrastrukture. Tema, o kateri se bomo danes pogovarjali, seveda, ne bom rekel usodno, ampak zelo čvrsto povezana tudi z razmišljanji države, razmišljanji politike, kako naprej v cestnem gospodarstvu, ki po mojem globokem prepričanju v zadnjih 5 letih prejema, kar se tiče njegovega statusa, njegovega pomena v slovenski družbi, rekel, zelo ali pa sprejema dost nezavidljivo usodo. Razumevanje države, kaj pomeni cestno omrežje, razvoj cestnega omrežja za razvoj za ljudi pomembnih življenjskih struktur, iz katerih se pač odvija ali pa napaja neka družba kot celota, se bojim, da pri nas ne dosega tistega razumevanja, kot bi ga moglo, in seveda posledice tega so, da nam dejansko standard cestnega omrežja, ki ga v Sloveniji imamo, tako na državnem cestnem omrežju, ki ga pokriva naša direkcija, upam si pa reči, da se ta standard ne tako hitro, ampak ne glede na to tudi počasi znižuje na avtocestnem in ostalem omrežju, ki smo ga, bom rekel, gradili zadnjih 20 let zaradi seveda premajhnih vlaganj v njegovo vzdrževanje, že pozna in seveda posledice, če se ta trend ne bo zaustavil, bodo čez nekaj let zelo vidne. Vidne bodo pa tako, da nam bo omrežje dotrajano ali pa propadlo do te mere, da bo država dejansko postavljena pred izhodišče ali če sploh možno določene odseke popravljati, jih revitalizirati ali bo prišlo do tiste odločitve, ki se dejansko vsi bojimo, da se bodo posamezni odseki cest začeli tudi zapirati. Seveda tema, o kateri se bomo danes pogovarjali, trajnost vozišč z alternativami, ki bo ponudila današnji posvet, betonska vozišča vsekakor so alternativa, zato toliko bolj primerna tema, namreč tudi kot predstavniki cestnega gospodarstva se ukvarjamo dejansko z idejami, z razmišljanji, kako za čim manj, torej za racionalne stroške, se pravi za idealne stroške, če lahko temu tako rečem, v cestnem gospodarstvu, v razvoju cestne infrastrukture dobiti čim več. In tukaj ni samo segment gradenj kot takih, razvoja cestne infrastrukture kot takih, tukaj je potrebno upoštevati tudi segmente upravljanja, segmente vzdrževanja, na kateri se mi zdi, da smo v zadnjih letih, bom rekel, euforične gradnje, predvsem avtocestnega omrežja nekako pozabili in se nam zdi, da se nam sedaj ta, bom rekel, manjko, ki ga nekako, bom rekel, tudi slovenska javnost in politika nista osvojila, da se daje potepa. Namreč poprečno razmišljanje slovenskega davkoplačevalca je namreč takšno, da pravzaprav vzdrževanja cest niti ne potrebujemo, ker naj se ceste zgradijo tako dobro, da ne bilo potrebno vzdrževati nikoli več. Tako mi razumemo danes gradbene procese. Mogoče bi v idealnih razmerah to bilo res možno, ampak mi ne živimo v idealnih razmerah in tudi tehnika kot zelo eksaktna stroka seveda ne pozna idealnih razmer, ampak pozna strogo naravne pogoje, naravne limite, ki so določene s fizikalnimi in z drugimi zakoni. In seveda tudi fizika ni idealna veda. Tako da vprašanja je prav, da se odpirajo, tudi mi kot izvajalci ali pa kot naročniki teh
aktivnosti na cestah, se seveda z njimi ukvarjamo, ne samo po vprašanju betonskih konstrukcij. Gradnja betonskih konstrukcij v Sloveniji v zadnjih 5 letih upadla v primerjavi z preteklostjo za več kot 400%, kar je, bom rekel, zelo alarmanten podatek. V Sloveniji se trenutno gradita pravzaprav vsaj kar se Direkcije Republike Slovenije za ceste tiče 2 odseka, kjer so, bom rekel, v gradnji tudi objekti dolžine nad 50 metrov, obvoznica Črnomelj in pa obvoznica Škofje Loke, s tem, da ta slednja še doživlja kalvarijo oddaje del oziroma izbire izvajalca za dokončanje teh del, medtem ko ostali projekti, ki so seveda, so pa daleč izpod tistih nivojev ali standardov, bom rekel, obsežnosti gradnje in vgrajevanja betona, kot smo ga bili navajeni še nekaj let nazaj, recimo desetletje v času največje intenzitete gradnje avtocestnega omrežja. Pa tudi recimo stanovanjske gradnje in vsega tega, kar smo slovenski gradbinci v zadnjih 10 letih gradili, pa se nam sedaj nekako, bom rekel, skozi zopet različne vode potepa kot nek bumerang ali pa kot včasih slišimo kot celo nečastna dejanja. Mogoče tudi kaj od tega res, vendar mislim, da stroka tukaj odigrala tisto vlogo, ki jo mora. Zadeve so bile sprojektirane, zadeve so bile izvedene, ali je bil trg pripravljen na to, mogoče ni toliko vprašanje za gradbeno stroko, ampak za neko drugo stroko, ki je sedaj za nazaj lahko zelo pametna. Pa najmanj ne zameri, kdo, če se kdo prepoznal v tem kot strokovnjak netehnične stroke. Tako da, jaz bi želel vsem udeležencem v tem zaključku mojega uvoda, ki je mogoče malce provokativen, uspešno delo. Tudi sam bom z veseljem prisluhnil vsem referatom. Tema je za Direkcijo za ceste zelo zanimiva. Mi si bomo seveda prizadevali, da bi na tem področju prišlo tudi do razmišljanja o uvedbi betonov kot trajnostnih materialov tudi na gradnji cest. Čeprav je lahko vprašanje iz vidika vse tistih začetnih ekonomskih vložkov glede na trenutno situacijo zelo vprašljivo. Mogoče ne toliko iz strokovnega vidika, kot zopet iz populistično-laičnega, vendar kakorkoli prav je, da se ti posveti odvijajo, prav je, da se išče alternative, da iščemo poti, kako, bom rekel, še enkrat za tisto idealno krivuljo racionalnega vložka finančnih sredstev dobiti čim več. Evo, toliko. Še enkrat uspešno delo, želim se skupaj in seveda pozdravljam tudi še enkrat na koncu vse udeležence, goste in verjamem, da bodo zaključki tega posveta dali tudi kakšen dober, koristen rezultat za vse nas, ki smo tukaj po funkciji naročnika ali pa investitorja. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Združenja za beton Slovenije. Takoj na začetku bi se rad oziroma se moram zahvaliti kolegicam in kolegom iz SLOCEM-a, ki so glavni iniciatorji in pobudniki tega strokovnega posvetovanja in upam, da bo to začetek nekega daljšega in trajnejšega sodelovanja. V Združenju smo to povabilo z velikim veseljem sprejeli. Tako kot mislim, so sprejeli vsi ostali partnerji in organizatorji, ki so našteli tudi na monitorju. Za ta strokovni posvet bi lahko rekli, da velja slogan skupaj zmoremo več, skupaj lahko naredimo več kot posamezniki. In zato ni naključje, da smo izbrali kot prvo temo našega posvetovanja betonsko vozišče. Pri gradnji betonskih vozišč je morda bolj kot pri drugih gradnjah potrebna sinergija vseh udeležencev, od investitorja, vseh izvajalcev na vseh nivojih, do vzdrževalcev in ne nazadnje do uporabnikov. Uporabnikov vozišč smo mi vsi, ki vsakodnevno si želimo
oziroma da bi se vozili po voziščih varno in udobno. In ne glede na to, ali je to asfaltno vozišče, ali je to betonsko vozišče. Namen tega posvetovanja ni očrniti črne asfalterije, kot večkrat rečemo, ampak in a priori poudarjati neke lastnosti, dobre, prednostne lastnosti betonskih vozišč. Želimo si, da bi se naučili, kako pravilno oceniti in presoditi, kdaj in kje uporabiti eno vrsto materijala in kdaj in kje uporabiti drugo vrsto materijala. Zato seveda so potrebne neki projekti, zato je potrebno denar in jaz upam to, ker je gospod Ficko vodil omenil, da se bo njegove besede uresničile in da je pozdravile. V končni fazi to je skop nuja. Pri gradnji betonskih vozišč pa je tudi potrebno veliko izkušenj. V ta namen smo pri izbiri predavateljev tudi vzeli to v ozir in povabili 4 strokovnjake z bogatimi izkušnjami iz različnih delov Evrope in mislim in pričakujem, da nam bodo podali mnogo nekih novih podatkov ali pa zbudili neke stare, naše več pozabljene podatke, s katerimi bomo lahko lažje presojali, kdaj in kako lahko uporabimo oziroma apliciramo betonska vozišča. Na koncu bi rad poudaril željo na vseh, da bi to srečanje postalo tradicionalno in trajno. Trajno, tako kot si želimo za naše betonske konstrukcije, med katere seveda spada tudi betonsko vozišče. Želim vam veliko strokovnih užitkov med predavanji. Na koncu vas pa vabim in pričakujem, da ste se aktivno deležili okrogle mize, ki bo po predavanjih in pred, jaz upam, zasluženim kosilom. Hvala lepa. Dobro jutro to you on behalf of Slovenian Cement Association, and also a welcome to our colleagues from Poland, Jen Dobre, and also to the Austrian colleagues, Chris Gottlieb and Guten Morgen. One might wonder why we organize a conference talking about concreting roads when in Slovenia there are no big projects at the moment. When we look, the biggest projects have been almost 10 years ago. But as we heard today, it's not only about concreting roads, there are also other topics in other areas where we think concrete makes sense. It's also important to say concrete is not the only one solution, it's one solution, one alternative. Where it makes sense to use concrete, it's something when we talk about life cycle cost, when we talk about long-term investment. It is sure, and it's one major argument, that if you invest in the concrete at the beginning, you have high investment cost. But if you talk about maintenance, if you talk about durability, concrete can offer much more. Sustainability and durability is something which economy and also society needs. And we believe that also with this conference we can increase the awareness of this topic. And therefore I'm very happy to see the first time in Slovenia this kind of conference. I'm looking forward to the discussions, and I don't want to speak any longer because I'm thrilled to see the presentations, to have time with you to discuss about possibilities for the future. Thanks for coming and for fruitful day today.
Še lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu gospodarske zbornice, zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Mi smo z veseljem prevzeli z organizacijo tega dogodka, istočasno pa moram reči, da težko še kaj veliko dodam na tehne besede mojih predhodnikov. Poudarili predvsem to, da je potrebno za uspešno uvajanje tehnologij tudi na področju cementa sodelovanje vseh, ki so potrebni za izvedbo, od projektantov, izvajalcev do proizvajalcev in seveda na koncu morajo tudi uporabniki, vzdrževalci, upravljavci teh objektov imeti pravo sliko o materialih. Beton je prav gotovo material z dolgo tradicijo, pri nas ga poznamo na vseh področjih in verjamem, da v današnjem času, ko se ga osvetljuje tudi strajnostne strani, da bo dobil svojo vlogo, kot mu pripada. Za področje cestne infrastrukture je prav gotovo pomemben, seveda pa tam najbolj pomembno to, kako bomo pravzaprav investirali v tem področju, ker že nekaj časa ugotavljamo izjemen upad in gradbeništvo je panoga, ki nosi izjemno posledice. Žal tudi ta del, ki je sistemski, ki nekako zahteva normalno delovanje države, nima zagotovljenih virov na način, da bi lahko delovalo tako, da bi bile naše ceste takšne, kot jih želimo. Zato podpiramo tudi iniciative ali pa skrbi, ki jih delimo skrbi za direkcijo za ceste na tem področju. Verjamem, da bomo danes tudi imeli priložnost videti izkušnje iz tujine, ki so za nas izjemno dobrodošle, tako da se nekako kompletira celotna slika. Jaz vam bi zaželil uspešno delo, verjamemo, da bomo odprli prave teme, da bomo postavili pravo vprašanja in da bo naš posvet dal tudi prave odgovore. Hvala.